Zakaj je bil za vas danes velik dan? Ja, danes smo se zbrali v Domu slovenskih zdravnikov in pravzaprav prvič se pogovarjamo o prehranski podpori bolnikov kot del medicinske obravnave in kot del nečesa, kar moramo ponuditi zdravniku, da bomo optimalno zdravili bolezenska stanja oziroma preprečevali njihov razvoj. Še posebej je pomembno, ker smo se danes tle zbrali strokovnjaki različnih področji, kajti prehranska obravnava je optimalna samo takrat, kadar med sabo sodelujejo različni profesionalci in pač vsak naredi svoj del naloge, za katero je strokovno usposobljen. Naprimer, v ambulanti bodisi družinskega zdravnika ali pa specialista se mora zdravnik na nek način v okviru medicinske obravnave soočiti tudi s bolnikovim prehranskim stanjem, ker pač vnos energije in posameznih hranil podpira bolnikovo presnovo in omogoča obvladovanje bolezenskih stanj, zaradi katerih je prišel v ambulanto dotičnega zdravnika, ampak seveda zdravnik ni tisti, ki se bo ukvarjal z bolnikovimi jedilniki, konkretnimi prehranskimi navadami, zato imamo druge usposobljene strokovnjake, kot so recimo primerno izobražene medicinske sestre, prehranski svetovalci, dietetiki, vsi ti profili pri nas so na voljo, ključno pa je, da jih med seboj povežemo. In platforma ONKA, to se pravi optimalna prehranska skrb za vse, nam nudi profesionalna izhodišča in izmenjavo praks v evropskem prostoru, ki se tudi nekako usklajujejo potem z regulativami v posameznih državah in nam potem ta proces nekako omogočajo optimalno v določeni državi. Torej beseda je tekla o pravilni prehrani tako bolanega kot zdravega človeka. Ja, beseda je tekla o primerni, optimalni prehranski podpori tako zdravega človeka, zato da ne bo postal prej in bolj bolan, kot bi bil sicer, ampak pa seveda tudi o prehrani takrat, ko že zbolimo, da jo uporabljamo kot paralelno terapevtsko pot z enakimi kriteriji, kot vse ostale terapevtske poti. Katere oblike podhranjenosti pa so najpogostejše v Sloveniji? Ja, v Sloveniji zelo velikih podatkov nimamo, ampak recimo danes smo videli, da čisto enostavna proteinsko-energetska podhranjenost, to se pravi navadna podhranjenost, ki enostavno premalo jemo energije in to pomeni količinska. Količinska, ja, je kar prisotna tako pri bolnikih kot verjetno tudi pri določenem delu populacije. Problem takšne podhranjenosti, količinske, če tako rečemo, je ta, da se to ne pokaže od danes na jutri, ampak je to nek proces, ki potem vpliva na ljudi tekom življenja in takrat, ko smo starejši ali pa ko zbolimo, se v bistvu pokaže, da se teže borimo za boleznimi ali pa starostjo, ker smo pač funkcionalno že slabši. Zato je treba skrbeti za primerno prehrano že v najzgodnejšem obdobju, jo potem vzdrževati in potem, ko se pojavijo težave, jih tudi strokovno in multidisciplinarno reševati. Kaj pa v sami vsebini prehrane? Nekateri rečejo, da uživamo precej revno hrano. Jaz mislim, da se moramo pri vsebini prehrane ponovno vrniti, tako, ko vračamo prehrano nazaj v medicino na nek način, vrniti k svojim koreninam in skrbeti, da tisto hrano, ki jo imamo doma, ki raste v našem okolju, uporabimo najprej, na njo smo tudi najbolj navajeni in vključujemo posebne prehrane ali pa druge prehranske prakse samo takrat, kadar pa z lastnimi lokalnimi veri te prehranskih potreb ne moramo pokriti. Rekla ste, da se prehrana vrača v medicino. V kakšnem smislu ste to mislila? Ja, jaz mislim, da smo bili mogoče nekaj časa tudi malo slabše izobraženi sami zdravniki na tem področju. Mi moramo vedeti kot zdravniki in zato bomo tudi začeli učiti klinično prehrano na medicinski fakulteti, da je to del naše obravnave bolnikov, da moramo bolnikom postaviti prehransko diagnozo, presnovno diagnozo in potem pač izvajati tudi ustrezne terapevtske ukrepe in jim slediti, ali so učinkoviti ali ne. In zato imamo danes priporočila, imamo smernice in na vse zadnje vso to znanje skušamo tudi preko teh srečanj, kad je danes prenesti v slovensko medicino. A potem lahko rečeva, da je pravilna prehrana pomembna tako za zdravega kot bolanega človeka in da je sestavni del našega zdravja?
in zdravljenja. Seveda se, ampak to trdi že Svetovna zdravstvena organizacija. Mi moramo to samo nekako sprejeti. Ne? Ja, kako bi v praksi to izpeljali? Ja, recimo na Onkološkem inštitutu se trudimo pri bolnikih ugotavljati, ali so prehransko ogroženi in smo nastavili tudi klinično pot in potem rešujemo prehranske probleme paralelno z zdravljenjem. Ker pa bolniki k nam pridejo že podhranjeni, mislimo, da je ključno, da se ti problemi nekako obravnavajo že na primarnem zdravstvenem varstvu, da jih obravnavamo tam, kjer so problemi. Danes vemo tudi zelo velike, recimo v domovih za starostnike in v drugih inštitucijah. In seveda, da se pa še predtem preko ukrepov javnega zdravja skuša nekako zavestiti ljudi o pomenu ustrezne prehrane glede na njihove potrebe. To se pravi, kaj ne jedo otroci, kaj ne jedo tisti, ki so aktivni in so v najboljših letih, kaj ne jedo starejši in potem gremo tako z roko v roki po različnih nivojih zdravstvenega sistema. Kje pa največ grešimo? Ja, največ grešimo pri tem, da skušamo jesti mogoče samo mimo grede, ali pa da se nam hrana ne zdi pomembna, ali pa seveda, da skušamo naše prehranske probleme rešiti z izdelki farmacevtske industrije, tabletkami, nadomestki in tako naprej. Prehrambeni dodatki. Tako ja, kar sigurno ni prava pot. Dodatek je dodatek, uporabimo ga takrat, kada z osnovno prehrano ne moramo zadostiti našim potrebam. Ni pa vseeno, kaj jemo, to pomeni, ni dovolj, da smo samo siti. Pomembno je, kako se nasitimo. Tako ja.